Se pravi, Brežice bojo gostile veliki športni dogodek, obmejne športne igre, če lahko temu tako rečemo, verjetno kar zanimiva stvar za občino, ponovno za neko. No, sigurno. To je še en dokaz, da občina Brežice ima dobro športno infrastrukturo in pa tudi dobre organizatorje, zato kot vidite vsako leto se več in več državnih prireditev si želi organizirati v občini Brežice. Seveda mi kot turistična občina, športna občina vedno radi prisluhnemo takšnim projektom, kajti na eni strani seveda tudi mi smo obmejni in cenimo ljudi, ki živijo ob meji in pa po drugi strani pa seveda to tudi spet neka dobra promocija za naš turizem in pa za našo občino. Pa prepoznavni tudi zaradi dosežkov, ki so jih brežiški športniki že dosegli. Sigurno, občina je bila tudi Evropsko mesto športa. Jaz mislim, da nudimo kvalitetne pogoje, predvsem za razvoj športa. Seveda treba povedati, da imamo še vedno izjemno veliko volonterjev, ki res delajo v teh društvih in je njihovo delo neprecenljivo. Seveda občina pa poleg tega, da zagotavlja prostore, tudi podpira te programe preko spodbud. Najprej seveda, da zagotavlja brezplačne vadbe v svojih športnih objektih, predvsem mladim, pa tudi namenimo še nekaj sredstev za delovanje klubov, kako tudi za tekmovalne stroške, za trenerje in ostale stvari. In jaz mislim, da je šport v občini Brežice zapisan z velikimi črkami. Konec koncem letos na razpisu je bilo namenjeno za športne dejavnosti okoli 730 000 evrov, kar pomeni, da gre praktično za šport največ sredstev od teh nevladnih organizacij.